Dobro jutro. Dobro jutro je toliko jutro, da je ura 3. Jaz sem vam večkrat rekel, da spanje ni tako, kot je bilo, ali pa tako, kot so nas učili. Noč ima svojo moč. V noči jaz naštudiram svašta, v nočeh. Ne borim se več s spanjem, zdaj pa ne morem spati niti pod točko razno, se s tem ne ukvarjam, ker se mi zdi, da je brez potrebe. Več stvari lahko naredim, če se zorganiziram. Če vstanem, pa kaj pametnega naredim, ne. No, in zadnje čase ugotavljam, da to, ko čakam to dnevno svetlobo, je že toliko ur za mano, da nimam več te neke jasnih misli, kaj sem že hotel povedati. Tako da sem se odločil, da bom pa enega nočnega naredil, da naj bo danes pa nočni video, polnočni klub, ali kaj je že bil. Ne, saj nima veze. Zadnji sem vam dal za ozadje eno novo izvajalko, nisem vedel, da je ona poznana med Slovenci. Eivor, pa v Ljubljani je bila par dni nazaj, tako da vam toplo priporočam. Eivor, krasna pevka iz Ferskih otokov, nora muzika. Muzika, tle sem si napisal, glasba mnogo nakazuje, mnogo stvari, sploh prava glasba nam nakazuje, predvsem mnogo poguma, koliko poguma človek potrebuje v tem življenju, zato da pride do sebe, da gre čez tisti tunel, ki sem ga hotel nekako pokazati, ko prehajaš iz te družbe v sebe, se srečaš s temi lovkami, ki te probajo držati nazaj, z besedami v kontekstu, to pa ne bi smel, pa zakaj, pa si to naredil, to ne moreš tako delati. Tle vmes zdaj pride ta fuck off distančnik, a ne, se pravi ljudem reči stop, to je moja jasna meja, oni zažerajo, vi morate narediti tle eno blokado in se z njimi tudi pod točko razno ne prerekati, ker ideja ni, da pridete na čisto, ampak ideja je, da je konflikt z njihove strani. Resno vam povem, ne boste rešili konflikta z narcisom nikoli, ker on sam po sebi živi od konfliktov. Ja, glasba nakazuje koliko poguma rabimo, dostikrat so tu težke pasaže v glasbi, tiste, ki rečeš, pa dobro, stari, kaj moriš. Ja, ker dajte razumeti, da glasbeniki so se izpostavili, govorim o pravih glasbenikih, zato da bi nam probali dopovedati ali pa pokazati, orisati to, čez kaj je treba iti, da prideš do sebe. Še enkrat, ne se pustiti tam, ki gre v vas, ne, in dovoliti, make no mistake, ne naredite napake, ne padite v konflikt. Dajte stvari ignorirati, ker če kaj šteje na tem svetu, je vaš mir. Jaz sem imel pred leti, raje imam svoj mir, kakor svoj prav. In še zdaj to, kar velja, drži, ne zapletam se z ljudmi, pa bi se mnogi radi, pa ne gre, a ne. Sem rekel, da sem kot sluzast piton, kot da bi mačka hotela po steklu plezati, in postanite taki, stoični, kategorični, z jasnimi mejami in v svojem miru. Zagotovo smo v takem neka meglica nejasnosti, mnogo stvari človek ne razume, ko prehaja. Tle je potrebno imeti vero. Verujem, da bo vse dobro. Optimizem gradi, pesimizem ne. Dajte se našraufati na visoke vibracije, viš, lažje je zdrkniti iz neke vibracije na nižjo vibracijo, takoj, zlahka malo padeš dol, na gor moraš pa nekaj narediti dela, vsaj
odmik, umiritev, hidracija, bom rekel, prepuščanje lastnim mislim modrosti, ne pa kolektivnim dogmam, mislim, ki so nam bile uturjene, urinjene v smislu, kaj je prav, kaj moraš, česa ne smeš. Te misli niso naše, naše misli so modrost. Zaradi tega to je ta wisdom. In če ti hočeš to modrost dotikati se jo poskušati razumeti, rabiš, valjda, mir. In temu se reče modrost, ne rabiš pa ti velike indoktrinacije. Bom rekel, ljudje, ki imajo veliko znanja, imajo razne doktorate, ta količina znanja nima veze z modrostjo, zaradi tega so zelo študirani ljudje še vedno lahko idioti. Tudi ti idioti so v bistvu ubogali ukaze brez lastnega razmišljanja. In zdaj že prihaja tudi v medije, da pa je policija za časa protestov le delala narobe in zdaj se valjda novinarji tolčejo po prsih, zdaj smo pa tudi mi na strani naroda. Veš, narod ni pozabil njihovega doprinosa takrat, ko je skrival podatke novinarski svet, kjer so zavajali, da je nekaj 100 ljudi, medtem ko je bilo nekaj 1000 ljudi v Ljubljani, da so presegli vsa pooblastila, ko so mirne protestnike, zapirali, metali po tleh, špricali z vodo, zalivali solzivci. Ne bom pozabil takrat, jaz spremljam stvari na samih protestih, nisem bil, protestiram drugače, se mi zdi, da je bolj prav, da sebe gradimo, nekako to so modreci govorili, pa sem se jim kar tlej pridružil. Skratka, nisem bil na protestih, in se spomnim, ko gledam, berem, bil sem na kavi, pa vidim to, kaj so s topom jih pošpricali in tako rečem na glas v tej kavarni. Mislim, se poznamo ljudje. Pa tako pravim, daj nehi stari, kaj so pa ta policija čist vija vaja, stari, pa to so pošpricali ljudi, ki so šli povedati, da nekaj ni v redu. In se oglasi model in pravi, kar naj se malo stušerajo, delomrzneži. What? Jaz nisem vedel točno, ali bi ga njega skero po glavi, ne, ga ne bi, pač tak mentalni vzgib. S kom imam jaz opravka? Pa ti ljudje so v naši družbi, on se je takoj dal na stran policije in sistema. Vse smo že obdelali, da ko smo gledali posnetke druge svetovne vojne, pa smo rekli, joj, pa nacisti, pa to. Jaz, če bi bila situacija zdaj, jaz bi zihar pomagal ljudem, jaz bi bil en Schindler, pa bi naredil seznam, koga spustiti in tako. Ampak korona nam je pa kar pokazala, v bistvu, da bi večina ljudi potegnila z nacisti. Se zavedamo, da ne gre za politično ideologijo, levi, desni, zgornji, spodnji, ipak denar in neke bonitete vodijo ta svet. In ljudje bi za neko pridobitev poteptali sočloveka, sokrajana, najbrž tudi kar svoje otroke, tudi to zelo slabo je. Vse konec koncev so tudi jih starši in cepili otroke in govorim proti tej COVID bolezni, strašni bolezni COVID, ki je v bistvu hvala lepa za korono. Res, dajmo iz tega naslova, dokler ni bilo korone, smo kar dobro bili začepljeni. Noben ni vedel nič o narcisih, noben ni nič vedel o satanizmu, noben ni nič vedel o adrenokromu, noben ni nič vedel o
tako množični prevari, manipulaciji in kompletni laži. No, še včeraj sem en tak primer, ki sem navrgel, da pač, ja, veš, bije zadnja ura, a ne, mislim, dohtarjev ni, ne, čedalje manj teh ordinacij funkcionira, ker so premeščeni na druge oddelke, ne obratujejo več na tem delovišču, se temu zdaj reče, jaz ne vem, kaj jim je. Kje pa so ti zdravniki? Ni jih, ne, in očitno se tudi tle že počasi lahko vidi, da ljudje manjkajo. Kam pa so šli? Nekdo jih je nekam odpeljal. Da, prav bi bilo, na hladno, ja. Velik del, bom rekel, iz vrha dol se ta kača eliminira. Se pravi, kompleten vrh, dajmo reči ti razni Klausi, Schwabi, pa Hillary Clinton, pa Obame, pa govorim ta čist vrh satanističnega ustroja je v bistvu odstranjen, zamenjan z igralci, kloni, raznimi stvarmi, da mi gledamo predstavo in res jo nič bat. Agenda jim ne gre, čeprav bi oni marsikaj. Še enkrat vam poudarjam, ne padejte na ustrahovanje, ker oni imajo ustrahovanj na lagru, kolikor hočete. In nič od tega se ne bo zgodilo, kot se ni zgodilo nič do zdaj, kar so nam obljubljali, da pa vse bo narobe. Dajte dvigovati svojo vibracijo, vse bo v redu. Njim bo precej bedno, tistim, ki so lagali, kradli, genocidirali, zavajali, manipulirali, njim je zoprno. Še enkrat, jaz ne bi rad bil v njihovi koži, ampak imajo pa velike doprinose na bančnih računih, a ne. To je pa tudi dobro, a ne. Precej žalostno, ja, kaj nam je denar naredil. Pohlep človeški je pripeljal to človeštvo čisto do konca. Tako, jaz sem rekel, da glasba vam bo pomagala, dajte si poiskati dobro glasbo. Kako sem rekel, da je naslov tej pevki, ki od zadaj dogaja? Ja, veš, tu si daš album od nje, sem zdaj ne vem, koliko ste pridni, pa ste si dali Deezer ali si ga niste dali, najbrž ne. Tako, ko najbrž vode ne pijete, tako, ko najbrž ne hodite bosi. Ampak nič ne de, ne, si najverjetneje govorim bedarije, zaradi tega, da imam neko prepoznavnost, ali kaj. Ne delam za prepoznavnost, daleč od tega, čeprav tudi to so mi že nekaj probali očitati, niti se ne trudim nobenemu niti ugajati, da ne bo pomote, niti nobenega impresionirati z ničemer, ampak v bistvu sam tudi napredovati in svojim lastnim primerom nekaj biti, bom rekel, zgled ali pa motivacija k lastnemu napredku. Jaz sem vas opozoril, ne sledi nikomu, pazi komu slediš, pravzaprav ne verjemi nikomu, vključno z mano ali komerkoli, ker resnica je v bistvu čist simpel in je stvar individuuma. Vsak mora svoje resnice se dotikati. Zdaj sem omenil v enem izmed videov nazaj, da Nikola Tesla, veš, da ne verjamem, da je bil on Mason, ne, pa super, zato, ker sem to izjavil, se vrne povratna informacija in dodatno novo razmišljanje, ne. Jaz ne grem zdaj po papirjih gledati, ali je Nikola Tesla bil ali ni bil, ampak razmišljanje je pa dobro. Če govorimo o tem, da smo imeli napredne civilizacije, kar lahko vidimo po nekih zgradbah, in kup stvareh se da tu videti, tudi nek video sem objavil o tehnologijah, ki so v preteklosti že bile, mogoče so tle še najbolj katedrale, kako že real katoda, nekako v tej smeri je katedrala. Kaj je Nikola Tesla pogruntal, če je pa bilo že vse pogruntano? Da ni bil on le zavajalo do neke mere, pa je pa Edison parel, a veš, oni so
ta deception, to prevaro gradili korak po korak, kot se žabo kuha, stopinjo po stopinjo, tako kot se ljudem jemlje pravice, malo pa pomalo. In oni so imeli na razpolago čas. Zdaj, čas so oni sploh definirali, ker načeloma čas sploh ne obstaja. Vse, kar je tukaj in zdaj, in stvari se zgodijo ob pravem času. Nobenega ne moremo poriniti, naj se zdaj razsvetli, ker se ne bo, ker se bo takrat, ko bo njegov čas. Seveda pa lahko prispevamo, pohitrimo ta proces lekcij. Meni se lekcije dogajajo že celo življenje in zadnjih par mesecev ekstremno hitro. Zaradi tega, ker noben dogodek se ne ponovi, če lekcijo opraviš. Dokler pa lekcije ne opraviš, se ti pa nerodnosti in dogodki nerodni dogajajo, zato da ti skontaš, kaj moraš narediti. In tle dostikrat apeliram tudi na toksične odnose. Veš, če ne gre, ne gre. Ne morate biti primer otroku, boljš nekaj slabega kot pa nič, a ne? S tem sebe podcenjujete, če ste v takih odnosih. Tako da bodite... Kam sem zdaj zaglajzal? A veš? Ne vem, kar požirk kave bom naredil. Hokus pokus, kavo za fokus. Se še kdo spomni tega? Hokus pokus, kavo za fokus. Prej sem nekako začel, sem rekel, bom nekako naredil intro okrog tega. Pač ne spim, pa ne zaradi tega, ker bi imel težke misli, ampak mislim, ne spim. Spim valjda, kam medo. Ampak jaz spim ob 8, 6, 7, 8, 9. Po 10 mene zagotovo ni več. Ni šanse. Ampak po sem pa ob 2, 3, 4 zagotovo že buden. No in danes sem vstal, mislim do 1, pa sem rekel, evo, bom pa drožni kruh nastavil. No, tako da se tamle že na pultu, že drožki, iz drožnega, delam drožni nastavek iz matičnih droži, da bom naredil hlebček domačega kruha, ampak ta bo šele jutri, ker droži rabijo svoj čas, fermentacija pa to, ampak evo, droži že dogajajo. Kaki postopek je, veš, ti se moraš mičken splanirati, kaj boš. Če govorimo o drožnem kruhu. Sicer pa, v pravem času, evo, vidiš pa, kava za fokus, evo. Vse se zgodi ob pravem času, da se vrnem na tam, kjer sem bil. Nobenega ne moramo prisiliti, lahko pa pohitrimo procese. Lekcije dobivamo. Lekcije so prvo za spoznati nekaj, potem so pa lekcije za tisto, kar si spoznal, tudi utrditi. Oziroma, ali je res tako, kot si dognal, ali to tudi živiš, kar si dognal, in življenje nas postavi na preizkušnje. Zdaj ne vem, kdo se spomni, jaz sem vam razlagal, mi bomo potovali skozi čistilne filtre. Jaz sem vam predstavil to kot neke komore, a ne? A veš, ko prideš, ne vem, če ste bili kdaj pri porodu, recimo, če greste v porodnišnico, morate iti najprej moški, ne, ko gre. Mora iti najprej v uno sobo, se preobleči, pa pol očistiti, pa pol lahko z druge strani pride. Se pravi, nekako greš skozi čistilnico, skozi neki dezinfikacijski prostor. In enako mi potujemo skozi neko dezinfikacijo, da ne bomo toksični šli naprej, oziroma z slabih namenov ali kakorkoli, da smo realizirani, tako kot moramo biti, v resnici biti tisto, kar mi odkrivamo, ne? Mi sebe zdaj v tem prehajanju sebe slačimo, da pridemo do bistvenega jedra, kdo smo mi. Vse maske, vse identitete, vse travme, vse to odpada in naj odpada, naj pride na plano. Če morate jokati, jokajte, če morate bruhati, bruhajte, če driskate, vam povem, da nikarte se zapirati, naj gre ven, kar mora, telesa naša so polna strupov. Jaz sem svoje že dal skozi vse odprtine ven, zdaj sem bolj priden.
bolj priden. Pač enostavno priden sem pa tam, da pazim, kaj vnašam v svoje telo, še najbolj na mentalnem nivoju, če tudi se kdaj prekršim pri hrani, si ne dajem tej hrani negativne energije, v smislu, zdajle sem si pa privoščil, pico s šunko, zdaj pa meso jem pa bed. Ne, moje telo je reklo, da hoče pico s šunko in zihar je to v redu, zgleda, da rabi tole, ampak niso pa to količine mesa, kot smo ga jedli v otroštvu, In ob svojem, se pravi, prehajamo skozi filtre, dajte razumeti, lekcije se vam bodo dogajale stalno, čist stalno. In ideja je v tem, da v bistvu mi čim prej, čim hitrejš zaznamo, kaj je namen lekcije, s kom imamo opravka, kaj nas hoče situacija naučiti, kaj moramo spoznati oziroma kaj moramo utrditi. In iz 1000 različnih kotov dobivamo različne, bom rekel, te teste, lekcije. Saj pravim, jaz jih dobivam zdaj še več, ampak jih zelo hitro odpravim in opravim te teste. Res me daje življenje na preizkušnjo na čisto vsakem koraku, kamor se obrnem, ampak sem hvaležen, zato ker to so izkušnje daleč bolj fine, bolj elegantne, fine od tistih v preteklosti, ker sem recimo, ne bom pozabil, ko sem zapuščal svoj odnos z žensko, s katero sva imela otroke. Jaz sem takrat res mater par let, 4 leta sem se sam sebe masakriral, pa bolel, ampak to si zdaj predstavljam kot eno tako veliko bulo, ki bi jo lahko že takoj vrgel čez ramo, zdaj imam pa take, bom rekel, šivankice, take fine lekcije, spoznanja, tako da so te lekcije v bistvu tudi krasne, pa spet si jih je treba tako vzeti, ne smemo jih jemati kot, zakaj se meni v življenju to dogaja, kaj sem hudega naredil, to ne nuca nič. Kaj moram spoznati, s kom imam opravka, vse si sam odgovoren, načeloma vse odločitve smo sicer sami sprejeli, vendar nismo vedeli, da v ozadju deluje tako velika igra, ki jo zdaj prepoznavamo, zato zdaj, ker se prepoznava, zdaj pa smo res zares sami odgovorni, da rečemo, mi nismo del igre, oni pa naj igro igrajo kakršno hočejo, kaj govorijo za mano o meni, mene briga, zihar nič dobrega, ker itak nimajo dobrih namenov, nikomur pomagati ali pa kakorkoli biti, reči, wow, bravo, Turšiču je pa uspelo priti najhitrejši na vrh lestve, ni njim ta ideja, oni morajo biti najboljši, mislim, da bodo mene probali zbrcati, da ne bom po lestvi splezel, karikiram. Ne privoščijo nam uspeha in delajo na vse možne načine, da se uspeh ne bi zgodil. Jaz bi vas rad spodbudil, da ste močni in pogumni in ne se pustiti zmest. Sem rekel, sluzasti pitoni, po drugi strani neskončna energija, ki mora iti v svoji smeri, ne v smeri crowda, množice. In ta lastna smer je tista edina, ki šteje. In kar vam drugi pravijo, da morate ali pa ne smete, jih sploh kar takoj nehajte poslušati, ker vam ne pomagajo. Oni vas peljejo stran od bistva. Tako da vam res, pa z muziko si pomagajte, muzika ful da, zdaj tekste kar malo pozabimo, muziko si pa zvrtiš še enkrat. Evo, Hamo je zapel, prva vrsta, naslov komada, stopi korak naprej, pej, iz množice ven, nič ti ne bo. Bodi pogumen, imej ta bojevniški duh, da greš v prvo vrsto, če treba, in bomo razturili ta sistem lažnivi, skozlani, ki nam je naredil, pokršil čisto vse človekove pravice in nas je hotel eliminirati iz zemlje.
To moramo ozavestiti. No, in včeraj sem se pogovarjal z nekom, sem rekel, veš, bodo šli na špage, pa to, pa rekel, ma daj no, Turšič, pa sej pa ni pa vse, čisto vse pa ni zlagano, tako kot ti govoriš. Ja, pa je, dajmo pogruntati, kaj je res, ajde anketo, kaj pa so nam zares povedali. Če virusi ne obstajajo, o čem se pa sploh pogovarjamo? Kaj so doktori gledali skozi mikroskop, če ni virusov, jaz ne vem. Kaj imajo virusi krila, da letijo ali kaj. Pustimo stati. Znanje ni modrost. To sem, tle imam alinejo, zato sem tako. Znanje ni modrost, modrost je vezana na awareness, na pozornost, na to, koliko ste vi pozorni na svet okrog vas v danem trenutku. Zato so rekli modreci, nikoli se ne nehaš učiti. Šele ko veš, si sam priznaš, da veš, da nič ne veš, takrat si na pravi poti. Nas so pa probali naučiti, da če si naredil osnovno, srednjo, višjo, faks, doktorat, magistariat, vse. In zdaj to imaš in od zdaj naprej ne rabiš nič več študirati. To je laž in prevara, to ni res. Ne moreš se naučiti vsega v življenju, ker je učenje neskončno. In tukaj imamo izkušnjo, prišli smo na zemljo, da dobimo izkušnjo te razne dualnosti, izkušnjo ljubezni, predvsem kaj ljubezen ni, a ne? Ker vsi smo imeli izkušnje odnosov, ker smo pogruntali, da tole pa ni ljubezen bila, a ne, da ni bilo v redu. Ja, pa smo malo drugačno, pa horoskop znamenja. Klinac, klanac. Klinac, klanac in znamenja in nekompatibilnost. V frekvenci nismo šli skupaj, pa igra lažnivcev je bila zmeraj v ozadju prisotna. Nismo vedeli, priznam, zdaj pa vemo. In zdaj pa smo hudo odgovorni, da rečemo stop, stop, stop. Da se tudi narcistično delovanje posameznika eliminirati, da se človek spreobrne, ne da se nikogar spreobrniti, ampak se mora človek sam spreobrniti. Vendar spreobrnemo se, ko dotakneš se samega dna. In vsak je sam, ko ostane sam. In sam je tisti point, ko ugotoviš, kako veliko moč imaš, ko je moč edino, kar ti ostane na razpolago v tvojem življenju, ko se nimaš opreti na nikogar več, kot izključno na sebe. Takrat spoznaš, kaj je prava rast. Smo omenili tako kot bungee jumping, skočiš dol in dokler ne padeš čist do konca, ker se pa še nategne se, pol te odkatapultira nazaj. Ne zgodi se to na sredini padca, ne. To je pač ta nek zakon univerzuma, je tako narejen, da samo preko bolečine rastemo. Če ste v pritisku, bodite hvaležni, ker ste na pragu tega, da rastete še višje in še višje, še pogumneje, še bolj stoično in življenje je lepše, absolutno je lepše. Res ne se pustiti zmesti, da vas ljudje vlečejo dol. Okay. Če ste črna ovca in vas napadajo razni cepljenci in narcistični ljudje, dajte biti previdni, ne se zatikati v konflikt, make no mistake, ne naredite te napake, da jim date konflikt, ampak jih ignorirajte. A sem to že kdaj rekel? Alright, najbrž tudi nas že enkrat. A veš, vse človek tudi zaštrika. Mi ne rabimo v prihodnosti, mi zdaj ne rabimo ne zdravnikov, ne zdravilcev. Bodite previdni, v tej duhovni sceni je en cel kup raznih zdravilcev, ki so v bistvu, gre za odmikanje nekih, sem zdaj mi je v glavo priletel nekdo, ki res zdravi veliko, predvsem sklepi, mišice, zategnenosti in tako. Ljudje rabimo znanje,
kako se pozdraviti sami. Imeti znanje, kako ohranjati zdravje, kako dostopati do zdravilnih metod znotraj nas. Da ne rabimo plačevati nekomu, da hodimo na terapije, da nam polaga roke. Te roke imamo tudi mi, skozi njih teče energija, lahko si jih polagate kamor čete. Ne gre zmeri čist, zdaj sploh v zadnjem času, ko gre za nadgradnjo DNK-ja, se marsikaj v naših fizičnih telesih tudi spreminja. Tako da mogoče kakšne bolečine ne boste mogli sploh odstraniti, niti jo ni treba, vsaj da me ne bo kdo zdaj vlekel za kaj. Jaz se ne trudim, imam bolečo ramo, jaz ne vem, kaj je fora. Ampak se ne, mislim, zdaj je v redu, če pa ležim, pa začne pa boleti, jaz ne vem, kaj je fora. Vse sort stvari sem že probal, ampak ne boli me tle, ona me boli kar malo dol, pa malo gor, pa malo sem, pa gre malo na to ramo, pa pride nazaj, tako da mislim, da ni čisto nekaj, bi rekel, fizično, točkovno nekaj narobe, nekaj drugega mora biti. Kaj točno, ne vem, ne bo pa niti ni taka bolečina, da bi mogel zdaj pa objokovati. Bolj sem hotel reči, ne rabimo ne zdravnikov, ne zdravilcev, rabimo predvsem znanje, da se pozdravimo sami in znanje, da zdravje vzdržujemo, tako telesno, kot seveda tudi mentalno, mentalno zdravje je tisto, ki je spet vezano na posameznika in ne kolektivna dogma, kolektivno vcepljena informacija, ki je v bistvu laž. Laž 1000-krat ponovljena je postala resnica, in beseda je meso postala. My ass, laž je še zmeri laž, pa če milijardokrat ponoviš, je še zmeri laž. Zdaj korona nam je to dokazala, da oni so nam tiste slikce virusov kazali, pa v bistvu kaj so nam kazali, neke žogice, fuzbal, bal, bal je spet bal pa molok, to je njihov bog zlobe, zlobni satanizem, D.O.O. Po televiziji so nam kazali, kaj kaže stroka, pa smo ljudje rekli, stroka se je zmotila. Stroka se nikoli ni zmotila, ker stroka je nezmotljiva, stroka zavestno ve, kaj dela in stroka laže kot pes. Ni, da se je zmotila, ampak laže. Tako da spet še enkrat, za vsako stvar veljajo tako dobri primeri in slabi primeri. Imamo tudi dobre zdravnike, ki so se oglasili, in imamo dobre medicinske sestre, in imamo pa tudi slabe. In ene, in druge, in tretje, pa velja to za čisto vse branže. Od muske do prodajalcev, do pekov, do vse imamo oba primera. Ločitev od ljudi pred napredkom. Tako, če hočete napredovati, morate se distancirati od uteži tistih, ki vas vlečejo dol. To so ljudje, to so situacije, to so lokacije. Mogoče lokacije še najmanj. Najbolj problematični so ljudje, tako da dajte se distancirati, lepo vas prosim, ker če boste se zapletali z ljudmi, ki vas vlečejo dol in vam probajo nekaj dopovedovati, vi njim nazaj nekaj dopovedovati, da ne pridemo in ne pridete nikamor. Še enkrat, mi smo iz narave, connect to the nature, dajte se povezati z naravo, dajte jo probati začutiti, pejte jo poslušati malo. In Oscar Wilde je rekel, da ima vsak svetnik svojo preteklost in vsak grešnik ima svojo prihodnost. S tem je dal vedeti, da so ljudje že naredili napake, vsak jih je, in tudi če je zdaj označen kot grd, ima možnost jutri se spremeniti, danes, v tem trenutku, začeti delovati drugače. Boli, vse je že vsem oproščeno, vsi smo ljubljeni, vendar je treba prenehati delovati in se spreobrniti iz lažnivca v resnico ljuba in delovati kolektivno in obče dobro. Jaz verjamem, da to niso ljudje tega vajeni, ampak pride vsak pred ta vrata. Ali, choose wisely, pametno izberi, kateri breg boš, na katerem bregu boš. Piše se zgodovina.
Mene bi bilo sram pogledati otrokom v oči čez 10 let, če ne bi v tem obdobju zagovarjal resnice, ljubezni, miru in sodelovanja. Mene bi bilo sram. Čeprav je situacija v tem trenutku precej nora okrog tega, pač tudi moji otroci so napolnjeni z nekimi informacijami drugega brega, a ne, in težko zdaj, mislim, puščam, naj čas pokaže, ob pravem času se bodo stvari zgodile, tako kot se morajo, ker jaz verjamem, da se bojo in se že dogajajo, zdaj čakamo samo končni flip-flop, kdaj nam obljubljajo 8.12, zdaj obljubljajo, a ne, da bo EBS zalaufal, pa da bo pol za božične praznike, da bo EBS, pa jaz ne vem kaj. Ne vem, kdaj bo, tu smo se že definirali, te časovnice pustimo, vsakič znova si mislim, pa se mogoče res, pa pol že na naslednjem trenutku, stari moj, ne pade, niso datumi. Ampak, a veste, ti datumi niso napačna stvar, ne, ker v bistvu vsak lahko pričakuje svoj flash right now, torej zdaj. Zato nas tudi vlečejo, kdaj bo, a ta smrka je še daleč, kdaj bo, kmalu bo preobrat, ampak preobrat bi lahko že bil, če bi ga ti naredil. Jaz sem si ga naredil preobrat, tako da sem šele takrat skontal, da valjda, ne bo zdaj tle kučikabum, nekaj se zgodilo, bo, tudi EBS pride za vse zaspane ovce, vendar tisti, ki imajo potencial, željo in bom rekel, osnovno izhodišče, ljubezen, mir, sodelovanje, sočutje, se pravi ljudje z dušo, srcem in živimo v resnici, mi vsi imamo možnost že se priklopiti na galaktike, da rečem temu, ali pa na angele. Ne, prehude so te besede, ampak bližje k modrosti, zavest je širša, enostavno zavest je širša in nekako se stvari same poklapajo in začutiš, da gre za nekaj mnogo večjega kot to, kar smo živeli do zdaj. In vsem je na razpolago to tukaj in zdaj, je pa res teh par parametrov, ki sem vam jih že milijonkrat povedal. Vse so čist simpel, pa tudi se jih nisem vseh jaz spomnil, večji del ne. Sem prenašam informacijo od ljudi, ki so nas vabili v ljubezen, mir in rekel ta zavedanje neskončnega življenja. Da v bistvu smo mi neskončno življenje v tem telesu, ko se avto obrabi, to telo ga zamenjamo in pridemo v drugega, čist novega. Mi bi se mogli smrti veseliti, ne pa iz tega delati dramo. Ok, to sem. V bistvu še tlele, ko sem že rekel, da se ne trudim ugajati, tudi ne briga me, kdo dela bolje od mene ali kdo dela od mene slabše. Jaz delam bolje, kot sem delal v preteklosti. Prejšnji mesec, prejšnjo leto, prejšnjo desetletje. In to je ta napredek, se pravi, gre za jaz proti meni, pa ne gre glih proti me versus me, se pravi, sebe primerjam samim sabo v času nazaj. Vsekakor, marsikdo še zmeri notranje boje bije v tišini sam sabo, vsem želim, da čim prej to spihate ven in čestitke, da se borite, ker ste bojevniki, da dosežete, da se očistite tega, kaj ni realno. Se pravi, da se zavedate luči v sebi, da se zavedate moči, ljubezni, miru, miline, topline in tega kozmične zavesti, ki je krasna igrica, kjer začneš res malo te samoroge, pa te vile pa škrate mičken drugače dojemati. Vse je to v redu, nič jih ne vidim še, ampak gre pa za neke občutke, da nisi sam. In nismo sami. Dolg časa vam to že govorim,
vsak vaš korak je voden strani entitet, ki vas prosijo spreglej. Dajte spregledati, dajte se opogumiti in stopiti korak naprej. To ne pomeni, da bomo zdaj šli pa mi na proteste, pa bomo tam. Ne, dajte stopiti korak naprej iz cone udobja. Izkazuje se tudi, pišete mi nazaj, nič nimam, pa saj nič ne rabim, pa super mi je, ne. Ke da bi se sklapalo s Schwabovo teorijo, nič ne boste imeli in boste srečni. Tako nekako, ja. Manj je več, še manj je malo več, prav čist nič je pa vse. Če si predstavljamo, da ko, ne bom, ne imejte hlepenja po materialnih, po dobrinah, niti ne rabite imeti sploh nobenega hlepenja, samo željo po miru. In dajte narediti vse, da ga imate in da ga spoznate v prvi vrsti in da ga začnete ohranjati in da spoznate, da je mir prav čist predpogoj, da lahko sploh zaslišite svoje misli in strune svojega lastnega srca. Okej? Tle je 42 minut, da sem zapeljal okrog nočno Turco, a ne. Mogoče bom kar kakšno nočno več naredil, čisto iz tega naslova, ker tako kot sem štartal v začetku, enostavno prepozno mi je čakati še 4-5 ur, da se zdrni zaradi svetlobe. Klinc, saj se konec koncev poslušamo. Želim vam prečudovit dan in teden, vznemirljiv, poln lepih dogodivščin, lepih zgodb. Kakšno zgodbico vam bom pa tudi še prebral, da si jo boste lahko poslušali, kaj vse se ljudem dogaja, kakšne zgodbe in dogodivščine. Skratka, imejte se lepo, uživajte, dajte si muziko pomagati, hidracija, bosa noga in vse tako naprej. Pa kakšno sončko pogledate, če ga zagledate, in tako dalje. Saj pa že itak že vse veste. In vsi vse vemo, ker smo vse že prinesli sabo. Drži? Drži. Uživajte. Ajde, čau!